Mogoče samo še enkrat poudarek, kar je predsednik že povedal. Ta rebalans, ki je pred nami, tudi po ocenah Umarja vpliva negativno na gospodarsko rast v Sloveniji in to približno 0,5%. Če povem tako po domače, če teh ukrepov ne bi bilo v letošnjem letu, bi gospodarska rast bila za 0,5% višja. In to, kar je bilo tudi že povedano, da so projekcije do leta 2015 enake na prihodkovni strani z ukrepi oziroma brez ukrepov, kaže, da ukrepi, ki jih vlada predlaga, niti pozitivno, niti negativno ne vplivajo na gospodarsko aktivnost v naši državi. In mi se sprašujemo, zakaj jih potem sploh izvajati. Od vsega začetka, ko smo se pa začeli pogovarjati o rebalansu, smo pa vztrajali na tem, da na odhodkovni strani 800 milijonov porezati v tako kratkem času ne bo šlo brez zelo bolečih posegov. In zdaj se kaže, da smo imeli še kako prav, čeprav so takrat tako minister za finance kot nekateri ostali strokovnjaki na drugi strani trdili, da malo bodo materialne stroške, malo bodo javna naročila, pa imamo 800 milijonov. Mi smo že takrat povedali, da bo to zelo boleče. In danes se kaže, da je to res. Dvig DDV-ja za 2 odstotni točki v polovici leta prinese približno 130 milijonov. Nesprememba davka od dobička pravnih oseb v letošnjem letu in dohodnina, ki tako ali tako ni bila sprejeta, to je sprememba tiste lestvice, prinese še dodatnih 150 milijonov. Prav tako bi predlagali, da se z dohodnino dodatno obdavči tiste, ki zaslužijo največ. Res je, da finančni izplen tukaj ni velik, po naši oceni približno 20%. Ključno, kar se nam zdi, 20 milijonov, ja. Ključno, kar se nam zdi, je pa to, da je potrebno z gospodarsko aktivnostjo, velikimi infrastrukturnimi projekti obrniti našo spiralo navzgor in na tak način z dvigom DDV prav tako prinesti dodatno več prihodkov. Po naši oceni bi se s tem lahko približno 80 milijonov dodatnih prihodkov dobili v državni proračun. Na odhodkovni strani pa z podaljšanjem interventnega zakona do konca leta in tudi to, kar vse skozi poudarjamo in smo govorili tudi v našem volilnem programu, znižanje mase plač za 2% na tako imenovan mehek način, ne z drastičnim odpuščanjem in tako drastičnimi spremembami normativov in standardov, kot jih predlagajo, dobimo približno 350 milijonov v letošnjem letu. Strinjamo pa se, da določene racionalizacije so absolutno potrebne, se pravi v okviru javnih naročil bi se dalo privarčevati in tudi v okviru izdatkov za blago in storitve bi se po naši oceni še dalo nekaj privarčevati. Skupaj s to racionalizacijo ocenjujemo v celem proračunu približno 80 milijonov in če to zdaj vse skupaj seštejemo, pridemo do številke 900 milijonov, kar je popolnoma enako oziroma celo nekaj več, kar predlaga vlada, ampak to je popolnoma drugačna pot. In govoriti o tem, da smo mi proti temu, da se javne finance konsolidirajo, bom rekla, je za nas absolutno nesprejemljivo, ker nas ta pot pripelje do popolnoma enakega cilja, kot v številkah govorim. Seveda bi pa ljudje naše ukrepe čutili bistveno manj, kot bojo pa čutili ukrepe, ki jih predlaga in jih bo verjetno tudi sprejela vlada.